Jakob na trampolin skoči z višine 30 cm, nato pa z višine 60 cm in izmeri, kako visoko se odbije. Kako visoko odskoči pri drugem skoku? A. Enako visoko kot pri prvem, B. Skoraj dvakrat toliko, C. Natanko dvakrat toliko ali D. Natanko 4-krat toliko. Kako visoko se odbije? Ne na tanko. Ne na to. Ja. Hiter. Nekaj sekund. Obe ekipi sta izbrali odgovor C. Natanko dvakrat toliko. Kako ste prišli do odgovora natanko dvakrat toliko? Ja, če se višina dvakrat poveča, pa se verjetno tudi. Aha, ker skoči z višine dvakrat toliko, se potem odbije tudi dvakrat toliko. Dobro, kako ste vi razmišljali? Ja, najbolj logično. Se strinjate? Ok. Mi je všeč, da se ekipi tako strinjajoči se danes, mogoče pa še postanete prijatelji, ne? In že kličemo v trampolinski park, kjer imajo za nas odgovor na to poskočno zagonetko. Pri fiziki se naučimo, da se pri elastičnem odboju potencialna energija najprej spremeni v prožnostno in šele nato nazaj v potencialno. Kako to vpliva na Jakobove skoke, poglejmo. Jakob najprej skoči z višine 30 cm in nato še z višine 60 cm. Ker ima Jakob v drugo pred skokom dvakrat več potencialne energije, bi moral odskočiti dvakrat više. Vendar pa odboj trampolina ni popolnoma elastičen. Nekaj energije se izgubi tako v notranji energiji trampolina kot Jakobovih nog. Zato v resnici odskoči malo manj kot dvakrat više. Pravilen je odgovor B. Pravi odgovor je bil torej